tvoji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Sem kar malo praznično oblečena že, svečano. Tokrat namreč ne zaključujemo leta, tokrat zaključujemo 9-letni cikel človeštva. Veste, da jaz nisem zagovornik škandaloznih in klikabilnih naslovnic, ampak se pa zelo dobro zavedam pomembnosti prehoda iz leta 2025 v leto 2026. Vem, da je na internetu že ogromno napovedi, da že vsi kukamo, kaj to pomeni po kitajskem, po takšnem, po drugačnem horoskopu. Tudi sama sem že dala ven krajšo napoved, predvsem zato, da razumemo, v kaj gremo, kajti potem v takem primeru si lahko lažje sprijaznimo ali pa pravzaprav aktivno posežemo v svoje življenje na način, ki je za nas dober. Se pravi, če zaključujemo, pomeni, da puščamo za seboj. Leto 2016 je bilo tudi leto 9, obarvano je bilo nekoliko karmično, zato je bilo zelo drugačno od 2025. 2017 je bil čas, ko smo stopili v neke nove začetke, v nov cikel, ki ga zdaj zaključujemo. In kot pravim, jaz sama nisem nek pristaš naslovnic, pa to se bo zgodilo, če ne boste to naredili, vam bo kar Eiffel stolp padel na glavo in tako naprej. Ampak, dragi moji, smo dejansko v pomembnem času. Zato sem za vas pripravila darilo. Vse to, kar bomo zdajle govorili, vse to, kar bomo zdajle našteli, je strnjeno v delovnem zvezku v obliki PDF-ja, vse to in še mnogo več. Se pravi, tudi druga področja sem izpostavila, konkretne vaje, vprašanja, da lahko resnično lažje se v miru usedete s seboj, s svojim življenjem, s svojimi zadnjimi 9 leti in stvari zaključite na način, ki je za vas dober. Jaz ne verjamem v to, da bi se mogel človek zdaj ful hvaliti s tem, kaj vse je prav povedal, pa ni prav povedal, ampak vseeno za tiste, ki pa mogoče mi zdajle sledite prvič. Leto 2020 je bilo leto, za katerega sem jaz v reviji Ona in v reviji Ona Plus so to objavili, lahko preverite v njihovem arhivu, da ne nakladam, da nas bo vrglo, da se dogaja nekaj na globalni ravni, da bo povezano z zdravjem in da se v Sloveniji vrača na politično področje nekdo iz zgodovine, kogar niti slučajno ne pričakujemo. In potem se je zgodila korona in potem se je vrnil gospod Janša. Za leto 2021 sem rekla, naše leto bo tako, kot so naši ukrepi, zdajle ja, zdajle ne, nihalo bo, guncalo nas bo. No in potem so se naši ukrepi dejansko spreminjali na nekaj ur, ko več nisi vedel, kaj smeš, kaj ne smeš. Tega ne govorim zato, ker bi se želela hvaliti, ker sem marsikaj prav povedala, ampak zato, ker želim povedati, da numerologija je veda. Je veda o številih in letnica je pravzaprav število. Numerologija vam ne bo povedala, ali bo prišel princ na belem konju, belem golfu, mogoče princeza. Ne bo vam povedala, kaj točno se vam bo zgodilo. Vam bo pa pomagala razumeti, v kakšno novo leto greste in kaj puščate za seboj, zato da boste vi tisti, ki ima vajeti svojega življenja v svojih rokah. In to imamo vsak trenutek. Ne glede na to, ali se nam zgodi krivica, ali se nas drži sreča, ne glede na to, kaj se dogaja okoli nas, mi smo tisti, ki imamo moč izbire vedno v svojih rokah. In za nami je kar nekaj zanimivih let, ko so se stvari zelo obrnile na glavo, pa so se guncale, pa sploh letošnje leto je bilo zelo specifično, zelo take. Si bom pa zdaj drznila kar po domače reči, neuravnovešene energije so bile tudi del našega vsakdana. Se pravi, prav je, da si vzamemo čas za to, da pravzaprav sebe srečamo, da se ozemljimo in da se odločimo, kaj ja in kaj ne. Odločitev pomeni, da se pravzaprav ločimo od ostalih možnosti. Se pravi, če se jaz odločim, da od danes naprej pa nobenega alkohola, pomeni, da sem se ločila od vseh izvedb možnosti alkohola. Torej, dragi moji, naj bo tisto, kar resnično ni več. Mogoče je nekoč bilo najboljše na svetu. Mogoče je bilo to nekaj, kar vas je izpolnjevalo srečo, radostjo, ljubeznijo, zdravjem, dobrim počutjem. Naj tisto, kar ni resnično več za vas, ostane za vami. Tisto, kar resnično ni vaše, kar ni dobro za vas, naj ne gre z vami,
v leto 2026. Kaj zdaj to pomeni? To je tako mistično slišati in filozofsko. Naj se stare zgodbe dostojno zaključijo. Saj se ni treba skregati, saj ne rabimo nekomu dati oznake, da je, ne vem, psihopat, samo zato, da gremo lažje naprej. Vsaka zgodba, katere del ste, je vaša odločitev, vaša izbira in se imate pravico premisliti. Dajte tem starim, preživetim zgodbam, katere ste prerasli, dostojno slovo. Razčistite za nazaj, če je potrebno, ampak predvsem zaključite. Počastite tisto, kar je zrastlo v tem času, čeprav ste si morda želeli nečesa drugega, čeprav ste si morda to predstavljali popolnoma drugače, čeprav je zrastlo nekaj, kar pravzaprav sploh niste pomislili, da se bo razvilo. Počastite tisto nepričakovano, počastite tisto dobro v svojem življenju. Jaz resnično ne želim zdaj pa to obrniti v neko negativo in vas spodbujati pri tem, da se osredotočate samo na slabo. Kje pa? Koliko dobrega je bilo v zadnjih 9 letih, koliko lepih trenutkov, koliko nepozabnih doživetij, kako ste vi zrasli, česa vsega ste se naučili, koga vse ste spoznali, kaj vse ste doživeli. Zagotovo niste sedeli doma v mišji luknji zadnjih 9 let in se niste premaknili nikamor. In tudi če, morda ste videli kak dober film, prisluhnili dobri muziki. Torej, dragi moji, počastimo tisto dobro, čeprav je morda drugače, kot smo si mi želeli. In potem pričnimo kar z odnosi. To je tisto, kar bo na tapeti leta 2026, zato si bomo naredili zelo veliko uslugo, če jih bomo prepucali, poglancali in naredili kar eno veliko inventuro. Se pravi, kdo ali kaj gre naprej. Radi imamo takšne in drugačne šove. Za koga boste glasovali? Zakaj boste za nekoga glasovali? Vse točke, zakaj boste nekomu dali 3 točke? Tiste osebe, ki dobijo 3 do, če rečemo, 10 točk. Tiste osebe, tisti odnosi, ki dobijo 3 do 4 točke, ok. Naj se transformirajo v občasne odnose. Ne rabite s takimi osebami se družiti vsak dan, če vas pijajo, če so negativne, če pravzaprav so osebe, ki niso dobre za vašo dušo. Vam niso na kožo pisane. Sem ter tja si lahko družite z njimi. Jaz nikogar ne spodbujam k temu, da se skrega, da zapira vrata na način, da nekoga nikoli več ne vidi. Prav pa je, da tovrstnim osebam, ki imajo tam 3 do 5 točk, ne dajemo več ključnega mesta v našem življenju. Jim ne dajemo več te moči, jim ne dajemo več te besede, kajti to pa je vaša odločitev. Tudi če gre za sorodnike, tudi če gre morda za naše starše, morda za taščo, tasta in tako naprej. Se pravi, odločite se in točkujte, kdo ja, kdo ne in v kakšni meri. In zakaj pravzaprav ja? Ali ostajamo v nekih odnosih, v nekih prijateljstvih, partnerstvih, sodelovanju, druženju ne nazadnje. Če tudi se družimo, pa nič o sebi ne povemo, iz občutka dolžnosti, morda iz navade, morda iz strahu, da bomo ostali sami. Iz strahu, da se to res nikoli pa ni dobro. To res velikokrat od vas slišim. Ko pridete k meni na analizo odnosa, velikokrat slišim od vas, ok, se vem, da to ni to, ampak kaj pa, če boljšega ni? To ne boste zvedeli, dokler boste to s sabo vlekli, kar ni za vas. Lepo vas prosim. To je približno tako, kot če bi sredi zime hodili v japankah in rekli, vem, da japanke niso v redu, ka me zebe, ka zdaj kaj drž, tle se drsam, ka po ledu, slej ka prej si bom gložen. Očitno bojo danes moji samoglasniki imeli dan po svoje. Pardon, Merkur je retrograden, dajmo reči, da je Merkur kriv, hvala Merkur. Torej, smo v japankah, dež pada, vemo, da je to nevarno, vemo, da nam lahko spodrsne, lahko si gležen zvijemo, kaj polomimo, se zvalimo po štengah, ampak hapača ni nič božga. Ne vem, če bi sploh poskušal škornje ali vsaj superge, ker ne vem, če bo to bolje. Tako približno vas sliši vesolje. Pa širima se.
Se pravi, če vi sporočate svojemu življenju, svojemu umu ne nazadnje, boljše ne obstaja, bo življenje, vesolje, Bog rekel prav, če ti tako praviš. Kaj vi pravite? Kaj vi v resnici pravite, pa mogoče ne izustite? Ne se bati praznega. Ne se bati občutka praznine, ko mogoče ugotovite, da z nekimi ljudmi, neko družbo ne greste več skupaj. Seveda se ustvari praznina. Ampak, dragi moji, praznina se ustvari vse posod. Če boste šli pucat garderobno omaro in boste resnično brutalno stran zmetali recimo 80% oblačil, je omara prazna. Ampak kaj ni zanimivo? Omaro lahko ful spraznemo, pa kar najdemo stvari za noter dati. Si morda sposodimo, kupimo novo, iz kleti prinesemo neke stvari. Kolikokrat resnično spraznimo predal, spraznimo omaro, gredenco in ostane prazna. Ne bojte se praznine, praznina je nekaj najboljšega na svetu. Praznina je prostor, kamor boste zdaj privabili boljše stvari. Ko pomečemo stran ponošene cunje, jih običajno ne nadomestimo s še bolj ponošenimi in strganimi. In če tudi smo stran vrgli 4 puloverje in si kupili enega, je ta en nov pulover bolj kvaliteten in bolj primeren nam zdaj. Če bi vse hrčkali od majhnega, bi to pomenilo, da v naši omari so še tisti majhni bodi, ko smo bili dejončki, pa potem, ko smo bili stari 1 leto, pa smo imeli že kakšno majčko, pa kakšno tako prav posebno cunjico, kakšno lepo oblekico za punčke, kakšno tako frajersko trenirko za fante. Da ne govorimo o tem, kako v obdobju najstništva so bile naše modne izbire po vsej verjetnosti zelo drugačne kot potem, ko smo stari 30 in gremo v službo, ali ko gremo k zdravniku, ali ko gremo na poroko, na nekaj uradnega, svečanega. Če bi res čisto vse hrčkali, pa dragi moji, pa vsak bi mogel imeti 6 prizitkov. Ne hrčkajte, ne bojte se praznine, kajti ta praznina sporoča in simbolizira, da je čas za nekaj novega, drugačnega in bolj vam primernega. In denimo, da ste v finančni stiski, da si ne morete privoščiti iti v trgovino in reči, tale pulover bom. Morda vam bo nekdo podaril oblačilo, ki bo v danem trenutku bolj primerno za vas. Ni bistvo, da je nekaj novo, ni bistvo, da je nekaj drago. Bistvo je, da je v tem trenutku za vas primerno. In to velja za vse. Za odnose, za hrano, kozmetiko, navade, vse. Se pravi, dragi moji, ne se bati tega praznega prostora, ki se bo seveda oblikoval. Naj pa bodo, še vedno smo pri odnosih, te zaključki, za katere se boste odločili, pošteni. Naj bodo neki pogovori, videnja, ogledala spoštljiva. Za nekatere osebe boste morda čutili potrebo, da z njimi to skomunicirate, z nekaterimi morda ne. Z nekaterimi bo preprosto dovolj, da boste rekli, joj, pa nimam časa. Naj bodo ti zaključki pošteni do vseh. Kar pomeni tudi, da prepoznate pri sebi, kako bi lahko ravnali drugače, kako bi morda lahko stvari, zadeve, človeka, osebo dojemali na drugačen način, kar pomeni, da boste mogoče v naslednjih situacijah se odzivali bolj zrelo. Vsi se še učimo in vsi, ne glede na to, koliko odnosov, prijateljstev in tako naprej imamo za seboj, ga še pobiksamo, drugim ljudem ne moremo bisli brati, zato včasih odreagiramo neprimerno, zavedajmo pa se, da tudi druge osebe nam ne morejo misli brati, torej, dragi moji, spregovorite. Cikel zaključevanja pomeni tudi, da se z nekom usedete pa rečete, poslušaj, Micka, jaz, Francelj, sem pa toliko srečen, da te imam. Veš, leta 2017, ko sva bila na kavi, si to rekla in to mi je res pomagalo, pa sem šele 2023 dojel, kaj sem hotela povedati, ampak zdaj res razumem. A ne, da je lepo, kadar nam nekdo reče, poglej, to, kar si mi ti rekla, rekel, to dejstvo, ta gesta mi je spremenila dan, mi je spremenila življenje, mi je pogrela srce. Bodimo tudi mi tisti, ki izrazimo hvaležnost za to. Vzemimo si tale november, december, praznični čas je res super za to, da rečemo, hvaležen sem, da te imam v življenju. Si doprinos mojemu življenju. No in da ne bomo samo pri odnosih, skoraj da sem rekla otrocih, nekaj mi ne gre danes.
Na vrsti je tudi energijsko čiščenje. Dragi moji, dajmo prepucati denarnice, torbice, avto, bom rekla, pisalno mizo, delovni prostor, klet, posteljo, žimnico svojo, ok, to bolj sodi v fizično čiščenje, malo zdaj preskakujem, pardon. Očistimo tudi fizično stvari, se pravi, čas je za detoks. Jaz vem, da novoletna praznovanja so ponavadi takšna, da radi nas zdravimo, pregrešno dobro jemo, ampak dajmo vsaj uravnovešati to s kakšnim limoninim sokom, ingverjevim čajem, fizično aktivnostjo, predvsem pa to, da prečistimo prostor. Tako zelo smo omenjali garderobo in omaro, dajmo vse, kar ne uporabljamo, vsaj nekako urediti in dati v klet, ne v vreče in zmetati eno na drugo in upati, da potem, ko odpremo vrata kleti, nam vse ne pade na glavo. Dajmo urediti neke stvari, dajmo prepucati, kaj je tisto, kar ja in kaj je tisto, kar ne. In če se zdaj vrnemo k energijskemu čiščenju, odločite se na energijski ravni, česa več ne. Zdaj, iz mojega dela z vami, konkretno z osebnih svetovanj, bi nekako potegnila tako rdečo nit. Ne več oseb, ki me izkoriščajo, se pravi osebe, ki me poiščejo samo, ko me rabijo. Ne več oseb, ki me kritizirajo, veliko kot od vas slišim, nihče ne verjame vame, nihče mi ne verjame, da bom zmogel, zmogla, hecajo se, norca se delajo z mene, ne razumejo me. Takih ljudi ne rabite. Ne rabite več blokad. Velikokrat si jih sami ustvarjamo. Samo na energijski ravni se specifično odločite, kaj gre z vami naprej in kaj ne. Kaj boste še nosili v sebi in kaj ne? Katera prepričanja, katere vzorce, katere mehanizme, katere odzive, kater način razmišljanja. Tudi če celo življenje razmišljate in ste bili vzgajani in vaši partnerji, prijatelji, šef v službi, sosedje, tašča, marsovci, s katerimi ste bili prejšnji teden, vsi vam odsevajo, da nekako niste dovolj dobri. Pa kaj pol? O, moj Bog! Pa veste, kaj bi slavni naredili, če bi čisto vsakim ljudem, človekom, osebo? Kristus je to zanimivo. Dajmo počakati, kaj bo še padlo iz mojih ust. Kam bi prišli, če bi si za čisto vsako opazko, sploh zdaj, ko je moderno pljuvati en po drugemu po internetu, si žile rezali? Kaj bi Michael Jackson naredil iz sebe? Ne vem, če se spomnite, ampak o njemu so si pa res dali duška, o njemu so pisali vse, kar češ, od tega, da ne vem, se namaka v mleku, spi v kisikovi komori, ne vem, koliko opic ima, tega, unga, tretjega, še pred vsemi lažnimi obtožbami pedofilije, kaj vse se o njemu pisalo? Pa jaz vam povem, da on ne bi enega singla več izdal, če bi se samo s tem ukvarjal. Ne ukvarjajte se s tem, kaj govorijo drugi v vas. Ukvarjajte se s tem, kaj vi pravite v sebi in zavedajte se, da če določen notranji dvogovor gojite 30, 40, 60, 80 let, ne bo šlo čez noč. Ne bo šla ena oddaja, začnimo teden z Lili Sorom, 3 afirmacije in zdaj bodo vaši podzavestni mehanizmi drugačni. Ne, bo treba delati na temu. Prvi korak pa je, da si ozavestite, na čemu je potrebno delati, kaj je potrebno spremeniti in se za to odločite. Se pravi, v energijsko čiščenje pa še tudi to, česa ne boste več nosili v sebi. Del česa ne boste več. Druga stvar, vzemite svojo energijo nazaj. Vsem nam gre včasih pozornost takole, 1, 2, 3 nekam. Lahko nas nekdo razhudi, lahko nas nekaj živčnega naredi. Naša energija včasih kar odteče od nas, smo utrujeni, smo izčrpani, vsi imamo okoli sebi tudi pijavke, tudi čustvene vampirje in tako naprej. Torej, dragi moji, pokličete svojo energijo očiščeno nazaj. Ljudje smo si različni, eni raje pišete, eni raje vizualizirate, eni raje poslušate, eni mogoče raje pojete. Uberite tisti način, ki je za vas najboljši. Jaz očitno bom šla na tečaj slovenščine v novem letu. In enostavno prikličite, zahtevajte, pokličite, povabite svojo očiščeno energijo nazaj. Se pravi, če smo nekemu čustvenemu vampirju, manipulatorju dali veliko energije, nas je mogoče neka situacija zelo ziritirala, smo bili zelo jezni, se pravi, smo bili na zelo nizkih vibracijah, je pomembno, da v tem procesu klicanja nazaj prečistimo energijo. Zdaj, čista energija, ko bo prišla nazaj k nam, ne bo nič slabša, nič bolj
šipka, če jo očistimo vsega, se pravi tudi nekega mogoče pozitivnega potencijala. Ne se bati, poklicati svojo energijo nazaj in si misliti, joj, ampak tam ta zdravilec nadaljavo mi je pa to poslal. Vedno pride nazaj tista energija, ki je bila nekako zavedena, zgubljena, nekako izven svojega prostora. Se pravi, pokličite svojo energijo nazaj. Morda boste pri tem prižgali svečko, pa to vizualizirali, mogoče boste to zapeli, morda boste to napisali kot uraden odlog, mogoče boste pa to preprosto si samo, ko boste enkrat pod tušem, v kadi, ko boste mogoče se sprehajali po naravi, ko se vam bo zdelo, da ste še posebno prizemljeni, umirjeni, enostavno zaprli oči in rekli, kličem svojo prečiščeno energijo nazaj k sebi. Easy ko pasulj, pa zelo močan ritualček. Čustva. Pišite pisma sami sebi, življenju, Bogu, vsemu, kar je krivičnega, vsemu, kar vas je prizadelo in pejte res globoko. Pejte za 9 let nazaj, res globoko, kaj je tisto, kar še vedno vas boli, se vam zdi, da je krivično, vas črpa pravzaprav na ta način. Pišite, 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 pišite. Slovnica ni pomembna, a je knjižni jezik ali ne, ni pomembno. A je kakšna kletvica notro zraven, tudi ni pomembno. Dajte sebe ven. Pišite pa zato, kajti s tem resnično date težo in prepoznavnost stvarim, se veste, tudi ko manifestiramo, pravijo, da zmanifestiramo mnogo lažje, če pišemo. Ne glede na to, ali lažje govorite, pojete, ustvarjate, kiparite, dajte si to napisati, spišite vse, vzemite si vsaj 2 uri za to. Prvo zato, da boste resnično imeli dovolj časa, ker če se zdaj le spravim pisati, pa čez pol ure sem s frendico zmenjena na kavi, bom pisala pod pritiskom. Če si ne dam dovolj časa, ne bom šla v dovolj res te svoje globine pogledati, kaj vse se še skriva. Vse bo. Predvsem pa, če vas bo morda odneslo v neke energije, v neka podoživljanja, v neka čustva, ki niso prijazna, bo potem ta dodatni čas dragocen, da si ga boste lahko vzeli s sabo in rekli, ok, vse to sem spisal, kako lahko zdaj sebi olajšam dušo s tem. To je bistvo tega pisanja. Ne, da pogrevate, kaj vse so vam daj narobe naredili, ampak da olajšate svojo dušo. Veliko se govori o tem, da je treba odpustiti. Kaj če bi za tiste res težke stvari kot prvi korak spustili? Če se mi je zgodilo nekaj zelo groznega. Recimo ženska, ki je bila posiljena. To ne pomeni, da odpustimo, to ne pomeni, da razumemo, da odobravamo osebo, se pravi posiljevalca. Pomeni, da spustimo to breme, kolikor ga v danem trenutku lahko. Kolikor bolečine lahko spustimo, strahu lahko spustimo, morebitnih občutkov krivde, sramu, strahu, česarkoli. Take travme povzročajo čustva, ki mogoče niso logična, kar je normalno in naravno za travmo. Pravi, dovolimo si občutiti, čeprav je skregano z logiko, čeprav se nam morda zdi, da smo zato grdi. Če se nam je zgodilo nekaj grdega, potem je logično, da bodo naše reakcije, občutki doživljanja grda. Potrudimo pa se spuščati to grdobo, da ne ostajamo v tistem trenutku, ko se je zgodila. Vidite razliko? Ne govorimo temu, da na silo od nekoga zahtevamo, da odpusti nekaj travmatičnega, dokler za to še ni pripravljen ali pripravljena. Travma je lahko marsikaj, jaz si želim, da bi bila tale oddaja pozitivna, zato ne bi se spuščala v to, kaj vse travma je, kaj vse travma ni. Bom pa ob koncu poudarila sledeče. Če je vas nekaj globoko prizadelo, je to dovolj. Ne rabite nikomur razlagati, ne rabite nikogar prositi, da vas razume. So ljudje na tem svetu, ki vas bodo razumeli in so ljudje, ki vas ne bodo. Ljudje smo si različni. Jaz recimo sem zelo navezana na svoje mucke, zelo mi je hudo, kadar so bolani, zelo mi je hudo, ko se je treba posloviti. Rabim čas, da se postavim nazaj in so ljudje, ki tega ne razumejo, ker je njim tako, to je maček, kaj za mačkom jokaš? Sem pej tja pod drugega zavetišeno, a ti enega jaz kupam.
Marsikaj tako v življenju doživimo, ko degradirajo naše občutke. Ampak, dragi moji, vi niste dolžni nikomur razlagati, zakaj se tako počutite. Jaz nisem dolžna nikomur razlagati, da je bil ta Mud z mano v mojih najtežjih trenutkih, da je bilo moje otroštvo zelo težko in da je bil ta Mucek včasih edino bitje, ki je bilo prijazno do mene, ker se oče z mano ni pogovarjal, mama me pa velikokrat tepla. Ne rabite iti v svojo lastno travmo in opravičevati neke stvari drugim ljudem, ki pravzaprav, veste kaj? Tisti, ki vas želijo razumeti, tisti, ki vas imajo radi, vas bodo razumeli, brez da vi razlagate. Bodo rekli, aha, to te je prizadelo, mogoče te ne razumem pa, kaj je bolečina. In vas bodo objeli. Tisti, katerim pa vi ne pomenite dovolj, da bi si sploh vzeli čas in nek trud, da bi razumeli, zakaj vas je nekaj prizadelo, kako se počutite in kako vam lahko pomagajo, to niso vaši ljudje. In dragi moji, naj ostanejo v letu 2025. Včasih nam to zelo pomaga, veste, kričimo po novem letu, od rojstnega dneva naprej, ko bom pa 50 star in tako naprej. Torej tudi tako si lahko pomagamo, dajmo narediti eno inventuro svojega življenja, dajmo pregledati, kaj ja, kaj ne. In si potem reči, vse to ostane v 2025, v 2026 jaz, kot Lojze, kot Francel, kot Micka, jaz kot jaz stopam v drugačno realnost. Kajti, dragi moji, vsi stopamo v novo realnost. Če nam je to prav ali pa ne. Če se vrnemo na 2020, nič nam ni pomagalo, a mi se strinjamo s tem, kaj je naše mnenje o cepljenju, kaj je naše mnenje o covidu, ukrepi so veljali za vse. Torej, dragi moji, gremo v energije, ki prinašajo napredek, nov cikl človeštva. Ja, ne bo nam dolg čas, ja, močno leto, intenzivno leto, ne bo vedno lepo, ne bo zdaj magično vse v redu. Seveda prinaša vsak nov začetek potrebo po pogumu, potrebo po tem, da razmišljamo s svojo glavo. Tako da dajmo svojo glavo, svoje srce, svoje telo, svoje življenje razbremeniti tistih odnosov ljudi, navad, lifestyla, misli, načina delovanja, ki pravzaprav nas ne podpirajo, ker če nas niso do zdaj, dragi moji, nas tudi od zdaj naprej ne bojo. In jaz verjamem, da nimamo skladišča disket več doma v kleti, jaz sicer imam še kasete. Ampak saj veste, kaj hočem povedati. Te neke stare operacijske sisteme, ki so že zdavnaj zamrli ali pa so v izdihljajih, ne nosimo naprej v nov cikl človeštva. Še enkrat vas spomnim na delovni zvezek, kjer se bomo vse to bolj poglobili, več vprašanj, več vaj, več primerov. Spodaj je link, kjer si ga lahko prenesete. Da ne pozabim, ko že tako veliko omenjam leto 2020, prvič po letu 2019 znova v živo prireditev Krotokrog v Mariboru, 10.1. ob 10. zjutraj, to je sobota, vabljeni delavnica v 2026, kaj nam prinaša svetu, nam, posamezniku, kako zračunati svojo numerološko leto, vaše vprašanja, vaši primeri. Po delavnici se bomo še malo podružili, posebno darilo bo pa energijsko usklajeno sporočilo za leto 2026, glede na udeležence te prireditve, tako da, dragi moji, toplo vabljeni. Če pa ste nekdo, ki raje piše, ki bi si želel podporo tekom celotnega leta, naj spomnim na moj osebni vodnik, kjer imate podobno vse napovedi na začetku, splošna napoved svet, Slovenija, posameznik, nato pa vaše osebno leto, kar pomeni z vašega rojstnega datuma se vam izlušči, v katero leto greste. In potem za vsak mesec, mesečnik, vprašanja, afirmacije, vaje za delo na sebi, se pravi pravzaprav nek učbenik, prot delovni zvezek, ki ga pa potem lahko imate s seboj resnično vsak mesec, vsak teden svojega življenja v naslednjem letu. Tisti, ki se pa raje pogovarjate, pa seveda vabljeni k meni na svetovanje, da pogledamo, kaj se obeta vam, vašim dragim, vašim otrokom, da pogledamo pač te neke vizije za vaša konkretna, ozka, opredeljena vprašanja. Tako da zdaj pa mislim, da sem res povedala vse in vam želim čim bolj čudovit zaključek leta, čim več ljubezni do sebe in čim več zavedanja, dragi moji. Veste kaj? Top shit.